Take the beat to the street. Take the beat to the street. Živjo. Nocoj vas moramo opozoriti. Če ne prenašate dobro optimizma, veselja in smeha, preskočite najnovejše prigode noro zabavnih plinovcev. Sicer pa se je naša ekipa potepala tudi po Pungartu. Virtualno pa vas bomo odpeljali še na Kitajsko. Pa začnimo. Tokrat se je zgodila invazija na koncu mesta, na koncu Metlike. Razlog, 5. glasbeni festival Pungart, tisti, ki svojo drznostjo zdaj že tradicionalno odpira sezono Open Air festivalov v Sloveniji. Organizacija Pungarta je v rokah kulturno-umetniškega društva Plac. Ja, zakaj pa ne? Lej, vsaj nekje se bo slišalo za Metliko, če ne drugo, ne? Moram reči, da sem že kar nekaj časa udeležen na tem festivalu, oziroma tudi prisoten. In se mi zdi ful fajn, kar ta današnja mladina pač dela nekaj takega, ker mislim, da manjka teh zadev v našem koncu. Mislim, da je Pungart res en super festival, ogromno mladih iz Bele krajine se udeležuje. Vse skupaj je prišlo čisto spontano, v Metliki se je bolj malo dogajalo, pa smo rekli, da gremo mi še nekaj organizirati. Glede na to, da poleti že imamo en večji festival, Teden kulture na placu, se nam je zdelo to idealna priložnost. Enkrat smo mladi, ko ljudi so polni elana, čim posije sonček, vsi grejo radi ven, pa smo rekli, dajmo to probati. Zaenkrat se je kar prijelo, moram reči. Za prizorišče festivala uporabijo igrišče metliške osnovne šole. Mislim, da je super, no. Sicer zdaj ne morem reči splošnega mnenja, kar si ostali mislijo, ampak mislim, da je super, no. Lokacija je super, še posebej zaradi mreže, da se ne morejo vsi prišvercati not. Drugač pa, kaj ne rečem, super, da se v Metliki nekaj dogaja, ker že drugač vsi vemo, da služb ni. Kaj vem, vsaj mladi nekaj dobijo od tega, V 2 festivalskih dneh je na odru nastopilo kar nekaj bendov, pretežno alter narave, tudi iz mednarodne scene. Ja, super so. Imam tudi enega frenda, Roka Skolibra na bobnih. Sem ga prišel malo pofotkati in ja, je žur. Dogaja, vsak let je dober, več bi mogli biti itek tega. Bendi so pa čist tak, že imamo neke smernice zastavljeni, bolj alter zadeve, probamo nekako pokazati Metličanom oziroma celi Beli krajini, se pravi neke bende, kateri niso mainstream, se bolj poredko pojavljajo in brez nas bi v bistvu zaobšli te kraje. Pol pa sledi na sestankovanje, zbiranje predlogov, tudi glede financ moramo biti previdni. In kaj pa vem, vsi skupaj dorečemo pa pridemo do nečesa. Prvi dan so se tako predstavili fantje iz The Nebulae ensembla, jazzy blues rock tria, ki glasilkam ne pusti do besed, razen sramežljivo sicer za objektiv naše kamere. Bližno eno leto špilamo pač, kar se nam spodobi. Funk, rock, blues, pač svašta skupaj mešamo. To je kitarist, Vid Gršak, to je bobna Rock Skoliber, to sem jaz samo brizočnik, pa TNE smo. Kao v Ljubljani smo bazirani. Fantje že nekaj časa dobro nažigajo skupaj. To smo vedeli še od malega, da bomo imeli band. Mi dva se poznamo 5 let, mi dva pa kako leto. Pa pač skupni interes nam je špilati. Nastopi na festivalih ali tistih v klubi pa so seveda nekaj povsem drugega. Meni osebno je ljubše v klubi. Zakaj pa? Mi bolj paše zaprti prostori, pa temni, pa
To je boljši sound, ja. V skrajno kočljivi situaciji smo ujeli tudi kitarista vedno bolj uveljavljene balkanske zasedbe. Leni Kravac prodira. Gianni se je zelo uživel v koncertno dogajanje na metliškem igrišču. V bistvu prvič danes tle, v bistvu smo ful prijetno presenečeni, ful je dober, nehali deževati, v bistvu koliko sem nabral, zelo cool ambient, zelo smo se sprijateljili s temi Srbi, ko so že za A, res, the best band. Zdaj gremo gledati Lolo Brigido, ampak ko mi jaz grem pa še na WC, tako da ujeli ste me glih v nepravem trenutku. Tudi Leni Kravac pa slovijo predvsem po live nastopih. Na nastopu klubu ima svoj čar zaradi tega, ker je ful bolj intimno, manj je folka ali pa tudi ne mogoče, ne? In je bolj tako, bolj sproščeno vzdušje, večja interakcija, ki je vse bolj stišana, recimo danes tlele, pa še ne vemo, ker smo prvič tle in zdaj tako opazujemo bende, tako njihovo interakcijo in opazujemo tako, kaj bomo mi delali čez 2 ure, ko bo vsi koma pijani, ne? Ali pa mogoče mi še bolj. V 5 pungartovskih letih tako festival pozna vedno večja množica in po raznovrstnosti, glasnosti in vsesplošni simpatičnosti tokratne festivalske izdaje sodeč bo število njihovih ljubiteljev le še raslo. Po moje, da vsako leto pridobivamo na prepoznavnosti, sami se trudimo s svojimi lastnimi sredstvi, koliko gre. Kot neprofitna organizacija imamo res probleme, predvsem finančne, tako vsa društva po Sloveniji, ne. Tako da, koliko denarja, toliko muzike, ne, zaenkrat, ne. Mislim pa, da z projekti vsako leto nadgrajujemo. Naprimer, začeli smo s Tednom kulture na placu leta 2004, ne. Zdaj jih organiziramo že 4 večje, naprimer na leto. Lani smo štartali z mladinskim centrom, tako da napredek v samem delovanju mislim, da je res viden, ne. Silent accidents, everything you feel is a blend. What will happen next you cannot guess. Universal answer on everything is yes. The feelings are an accident. Everything you feel is a blend. What will happen next you cannot guess. Gledališka skupina Plin se je na dobrodelni prireditvi, ki so jo organizirali člani in članice Leo kluba Trebnje, predstavila z novo predstavo Smehom po dolini. V bistvu najprej smo začeli pri eni drugi ideji, pri enem cirkusu, potem smo pa videli, da bo premalo časa in smo iskali rezervne rešitve, kot vedno v zadnjem tednu, in smo v bistvu še kar dobro zbrali, ne. Zaigrali so 4 skeče, poglobili so se v šolo nekoč in šolo danes. Vedno bolj se govori, kakšni so otroci zdaj v šoli, pa kakšni so bili včasih, če primerjavo naredijo. In tako smo tudi mi. Oblekali smo se pol kot nekoč in pol kot danes in obnašanje je bilo tudi temu primerno. Je bilo pa seveda menjava na odru, ne. Posebej so se posvetili čistilkam. Dogaja se v bistvu v parlamentu, kot je običajno, je ena izmed njih z Bosne. No in potem se pogovarjajo o teh problemih, ki se dogajajo v parlamentu in obirajo do kosti vsakega, ki greši. No, tako. Tokrat so pod drobnogled vzeli tudi dogajanje na pošti. Tukaj se pa gre, da je pač šefica od pošte ful tečna, potem je zraven še poštna uslužbenka, ki je zaljubljena v poštarja, poštar je seveda zaljubljen vanjo, ampak je bolj tak nitko dec, se bolj boji pa tako, ker ko pride ropar, ki hoče ropati banko, se pač skrije in ne vem kaj. V glavnem, no in fora je v tem, da je ta ropar že tretji ta teden in se jaz zelo delam norca iz njega in on je ves živčen, da on ima pištolo in tralala. No, v glavnem in pol na koncu, pol je pa še Petra, ki je v pošti pač stranka, naključna stranka, ki ugotovi, da je ropar njen fant in da ropa banko zato, da ji bo kupil diamanten prstan, tako da pol one dva in gresta in
Tako in... Brez zdravnikov spet ni šlo. Tukaj smo pa spet naredili eno parodijo, malo smo povezali z prejšnjim skečem, ki smo ga igrali 2 leti nazaj, ali pa 3, kjer smo v bistvu imeli porodnico. Tukaj smo pa za nekako glavno igralko, ki je bila skozi skrita, zbrali Neli, našo mlajšo članico, ki se je tudi zelo dobro znajdla. V bistvu smo se nekako dobro ujeli v teh vlogah zdravnikov in medicinskih sester in tako nekako tokrat smo se predvsem nekako delali norca iz teh poklicev in iz njihovega neznanja. Sicer pa Luka ni več edini, ki v skupini bdi nad scenariji. Načeloma sem tudi prej jaz napisal okvir, ampak je vsak dal svoje ideje. Mi je pa všeč zdaj recimo Petra napisala zdravnike in imam občutek, da se tudi v drugih glavah se plete marsikaj zanimivega, ampak moramo sem najti način, kako ven spraviti kakšno dobro idejo. Plinovci so se sicer po dolgem času spet zbrali v popolni zasedbi, pridobili pa so tudi novo moč. Ja, končno, če lahko tako rečem, se nam je pridružila spet Ina, postala je mamica in je zaradi tega majčkeno opustila plinovske dejavnosti. Ampak zdaj je spet z nami, tako da smo bili zelo veseli, da smo lahko spet z njo sodelovali. Na poleg Ine smo imeli pa zraven danes še Neli. Neli je tudi v bistvu sočlanica Plina in prijateljev, tako da nam je danes pri 2 skečih kar prav prišla. Ker že dolgo časa ni stala na odru, je imela pred nastopom nekaj treme, priznava Ina. In sem bila res 10 minut preden se je začela ful živčna, ampak je ratali in ne vem, si znam to delati, tako da vaj že itak nimamo tako veliko, tako da rad smo pa imeli vaje kar pri meni doma, še z mojim sinčkom, tako da nas je poslušal in najbrž se je tudi tam kakšno novo lumparijo naučil. Že približno 1 leto pa s Plinovci sodeluje Aljaž Mlakar. Prvič je z njimi nastopil poleti. V bistvu sem že prej, malo po malem sem sodeloval z njim tako na predstavah na Čatežu. Potem je šla pa Ina na porodniško, pa so me zamenjali, zdaj sem se pa prijel. Noro, res. En hobi več, na katerega, mislim, kateri mi je zelo pri srcu. Res nori občutki, na vajah se zabavamo, pol tudi posledično se to pokaže na nastopih in to je to. Ina ga je poiskala, Ina je dala blagoslov, ko je šla pač na porodniški dopust. Zdaj pa v bistvu sta ugotovila, da kar dobro funkcionirata tudi skupaj, oziroma da vsi skupaj funkcioniramo dobro, tako da zakaj bi opustili take stvari? Bom tako rekla, Aljaž tako paše v našo skupino, tako da mislim, da nismo opazili tako drastične spremembe, ampak je bila pa prijetna, bom tako rekla. Tako z okrepitvijo zasedbe govorice, da naj bi Plinovci prenehali igrati in ne pridejo več v poštev. Letos imamo toliko ponudb, da je skoraj škoda, če bi nehali. Tako da pač dokler bo povpraševanje, pa ne sem komercialno, ampak v bistvu dokler bodo ljudje hoteli priti na naše predstave, bomo delali. Ja, jaz mislim, da se nam vsem skupaj splača potruditi, da pri tem vztrajamo in da držimo skupaj, pa da naredimo še kakšno tako res dobro predstavo. Res, kot je Luka rekel, imamo, mislim, dosti ponudb letos, ampak taka večja se mi zdi, da je pa v Mariboru. Mislim, se mi zdi, da smo šli kar daleč, pa glede na to, da bomo imeli celovečerno predstavo, se nam res splača potruditi. Upam, da bomo nadaljevali do konca, ne? Ja. Jaz tudi upam, da bomo še velikokrat naredili kakšno tako predstavo skupaj, da naredimo kakšen dober del, pač da se družimo in da se imamo radi in vse to. To je bila sicer tradicionalna prireditev čateške skupine in trebanjskih Leotov. Radio priredimo vsako leto, ker se tudi ljudje zelo dobro odzovejo. Pa tudi zelo radi sodelujemo z gledališko skupino Plin, tudi oni so zelo solidarni z nami, radi nastopajo, tako da ja, z veseljem skupaj priredimo potem to dobrodelno predstavo. Zbirali smo prispevke za družino iz Gombišča, sicer za obnovo strehe. Njihova streha je že zelo dotrajana, tudi mogli so že enkrat podpreti, tako da mislimo, da so šla sredstva v prave roke, tako da smo veseli, da smo zbrali toliko denarja. Zbrali so 550 evrov.
Flavtist in tenor saksofonist Lev Tabackin je džezovska legenda z bogato kariero in pronicljivim glasbenim izrazom. Njegovo igranje flavte je virtuozno, prvobitno, medkulturno in strastno. Njegov značilen slog igranja tenor saksofona vključuje uporabo širokih intervalov, nenadne spremembe razpoloženja in tempa, kar prikazuje celotno paleto možnosti tega instrumenta. Pri svojih 72 letih še vedno aktivno igra in hodi na turneje v svojem slogu, lastnem zvoku in zasedbi. Zasedbo, s katero se je med drugim predstavil tudi v Novem mestu, sta predstavljala še Giuseppe Bassi na kontrabasu in naš Gašper Bertoncelj na bobnih. Slednji je nedavno izdal tudi svojo zgoščenko. Ja, to je naš novi CD, moj novi CD. Lansko leto v New Yorku, aprila smo ga posneli s že znano skupino The Swingers of Jazz. Prvi CD s to skupino je šel prav pri založbi Goga nekaj let nazaj, no zdaj pa je ta, ko bi rekel, Volume 2, na kateri je pa prav posebni gost tudi današnji nocojšnji saksofonist Lev Tabackin. Sodelovanje s Tabackinom ni naključje. Zanimiva zgodba. Moj prvi CD, ki je bil tudi izdan pri newyorški založbi Arabesque Records. Na tem prvem CD-ju je igra izreden basist Boris Kozlov, ki je v stalnem triu Leva Tabackina. Tako da mi to se z Borisom zelo lepo ujela in on je tudi spol, glede na to, kako je slišal moje igranje, rekel, videl bi se pa z Levem zelo dobro ujela in je pol on mene njemu predstavil in potem je to sodelovanje začelo. Jaz sem velikrat bil pri njemu doma, smo igrali skupaj, v glavnem preživeli kar veliko časa skupaj, tako da v New Yorku in je bilo to pač je vzbudil. Glasbena kariera Leva Tabackina je daljša od pol stoletja, vendar se še vedno spominja svojih prvih sramežljivih korakov. Started to play when I was 15 and then I started to almost immediately get some little gigs. I don't know if that would be considered a career, but I learned, by experience to play had to play weddings. When I got a job in a striptease club in the summertime in the beginning. But basically my real career began in New York. I moved to New York and actually in 1965. Prav newyorška jazz scena naj bi bila meka za vse glasbenike, ki se ukvarjajo s to glasbeno zvrstjo. New York is the only place in America that has a real active jazz scene. We have several major clubs and a lot of small clubs, a lot of places for young people to play. And the jazz scene in New York is pretty good, I must say. Kmalu je njegovo ime postalo vedno bolj uveljavljeno. I started playing in different groups and one thing led to another. I played with, so many bands. And, then I started my own groups. When I moved to Los Angeles, I started my own groups because I didn't like the groups that I had to play with. So it's been a long career and I'm still trying to get it right. I'm still trying to get better. Tudi Lev je imel v svojih začetkih vzornike, takrat že uveljavljene glasbenike. I'd be playing in a club and then I'd look up and Sonny Rollins is there. So all of a sudden I said, well, I better be careful and don't sound like Sonny Rollins. Or I played one time, I was playing in this club and with Roy Eldridge, famous trumpet player, and I look out and there's nobody in the club. It's empty, kind of like this. And Coleman Hawkins came in. I felt like saying, please, why don't you play, and I'll listen. Lev je v svoji bogati karieri izdal že toliko CD-jev, da njihovemu številu verjetno še sam težko sledi. I used to, be more interested in recording.
and I would try to come up with a very interesting program and everything. Now my last couple of recordings were live recordings because I prefer it in a way because you're just playing, you don't worry, not in an artificial environment. So in the studio it's artificial and it's a compromise. When you're playing say you're playing here, someone records it, well, you might have a really nice set, it's natural and Ko govorimo o jazzovski glasbi, se težko povsem ognemo besedi improvizacija. Vse je improvizacija, to je pa res. Sploh s takim gospodom. Seveda so jasni, recimo mi smo pripravili kar lepo število komadov, kjer osnovna struktura pa določene stvari se seveda zmenimo, ampak vse je pa zelo ena improvizacija, tudi ne vemo, vrstnega reda nimamo, to bomo sprav delali. Imamo več komadov pripravljenih, kot jih rabimo, zato bomo pa tudi selekcijo delali. Drugače pa vse to en momentum, vse ena zgodba nocojšnjega večera, ki bo jutri pa spet drugačna. Od revščine do razkošja. Kako se ta dva svetova prepletata, je na Kitajskem na lastno pest z dvema prijateljema odkrival Novomeščan Jure Balabanič. V bistvu ta stara civilizacija, ena najstarejših civilizacij na svetu je Kitajski zid, ena izmed 7 čudes sveta, pande, kjer živijo, mislim, tam živijo v Kitajskem, pol, Guilin, znano je po teh stožičastih ribih, Hong Kong, eno izmed največjih mest, Šanghaj, največje mesto na svetu po številu prebivalcev, pa take zadeve, v bistvu zanimivi so. Potoval je od Pekinga do Šanghaja. Bil sem dol 23 dni, šel sem z 2 prijatelji. Najprej smo začeli v Pekingu, pa smo šli do Šijana, kjer je tudi včasih glavno mesto Kitajske, tam so glineni voščaki, ena največjih odkritij 20. stoletja. Pa smo šli do Chengduja, kjer so pande, pa smo šli iz Chengduja z letalom v Guilin, iz Guilina v Hong Kong, iz Hong Konga v Macau s trajektom, potem nazaj s trajektom v Hong Kong, pa še v Šanghaj, tudi z letalom. Prepovedano mesto v Pekingu je največji kompleks palač na svetu, ki se razprostira na 720.000 kvadratnih metrih, sestavlja pa ga 980 šestoječih zgradb. Zgrajeno je bilo v 15. stoletju. Prepovedano mesto se mu reče zato, ker so včasih tam notri živeli cesarji v raznih dinastijah in notri normalen folk ni mogel iti. Vse do leta 1925 nekaj takega so pa vdrli noter pa naredili rasturno. Kitajska ima za evropski želodec specifično kulinariko. Ja, zgodbe so take, jaz nisem nikjer tega okusil. Bili smo na teh tržnicah, ki imajo siloprejke, hrošče, kobilce, razne zadeve, kar se mačk pa tega tiče, pa najbrž ni res. Drugače pa hrana, piščanc, recimo, kar je znano v Sloveniji, dosti kislo pekoča juha, je recimo v Sloveniji zelo popularno, tudi meni ena izmed najboljših juh, ampak na Kitajskem je imela meni okus po neki mehanični delavnici, kot bi neki šraufe jedel, tako ful za nič. Jure je imel na potovanju z domačini različne izkušnje. V bistvu imaš dve vrste, eni so ful taki vseljivi, hočeš ti skozi nekaj prodati, ampak še zmeraj, ko rečeš ne, potem ti še dvakrat reče, pa gre res stran. Drugače so pa zelo prijazni, tudi taksisti, meni taksist ni znal najde točno poti iz prve, pa potem sploh ni hotel vzeti denarja, oziroma ga zdaj sem pol. Pomagajo ti, kar ti znajo, če slučajno znajo govoriti angleško, kar je redkost, ti znajo pomagati, drugače pa se smejejo se tako, hoče se slikati s tabo na vsakem koraku, pride do tebe, te prosijo, da se slikajo. Kitajska slovi po bogati filozofski tradiciji. Nismo mogoče toliko občutili tega, ker tudi nismo prišli v stik z njimi, ki znajo dobro angleško, ampak kakor smo slišali iz teh, ki smo jih spoznali prek couchsurfinga, so rekli, da imajo svoje navade, določene, drugače pa tako. Mogoče so malo bolj verni, vsaj kar se budizma tiče. Kitajska civilizacija je najstarejša neprekinjena civilizacija, ki ima dolgo zgodovino pisave in več pomembnih odkritij, kot so na primer papir, kompas, smodnik in tisk.
V teh večjih mestih, v centrih ne toliko, ampak recimo, ko greš pa na podeželje, ko smo šli mi, recimo tam okoli Riževih polj, pa tam imajo pa še zmeraj te tradicije, recimo dolgolase žensko, ko so ženske, imajo celo ljudstvo čez, one so glavne, one se delajo, tam njive, orajo pa te fore. Drugače pa, kakor smo občutili, je bilo, ne tukaj v centru mesta, ampak druge pa. Kitajci pa ga radi tudi žurajo. Kako izgleda feštanje? Tako mi smo imeli to srečo, da smo prišli v en klub, si klub se reče v Chengduju, ki nam je ena priporočala in smo šli tam in po 10 minutah je prišel en model do nas in se je predstavil, da je Chris iz Kanade, da če gremo za njegovo mizo, tam VIP varianta, prva miza pod šankom, v bistvu pod florom, dance florom, in nam je častil celo noč za pit, diskačno in čisto nabit, tam 1000 folk recimo. Tako ful, se zabavajo, vsi plešejo zase, tako so sproščeni dost. Jure je po Kitajski pohojkoval skoraj en mesec. Pa tako v bistvu Kitajski zid, Voščake, velika mesta, razlike v mestu, recimo, kaj imaš tam shopping street, varianta, pa greš pa 100 metrov stran, je pa čisto podrtija, kada bi prišel Žabjak, recimo. S tem za danes končujemo. Prihodnjič se bomo pogovarjali z atraktivnimi Lolo Brižita in nepoboljšljivima Vidom Valičem in Denisom Avdićem. Bodite torej z nami tudi čez 14 dni. Do takrat pa brez panike. Thank you.